Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o beljakovinah. V glavnem, ena gospa me sprašuje in vem, da mnogi od vas se sprašujete enako, in sicer, kako zadobiti zadostno količino beljakovin, ker če poslušate te moje videe, pa če berete moje knjige, vedno poudarjam, pomembne so beljakovine, sploh za nas dame. Damam, ki manjka beljakovin, se jim povesi koža. In zdaj za vse tiste, ki imate knjigo, ko imajo hormoni žur, tukaj noter boste najdeli odgovore na strani 273. In kako se najprej vidi pomanjkanje beljakovin. To pač telo ves čas sporoča, ampak pa rečemo, ja, EMŠO me daje, normalno staram se in tako naprej. Ampak poglejte, če vam manjka beljakovin, imate oslabljen imunski sistem. Imate šibke lase, krhke nohte, prehitro sivenje, potem imate cepljenje nohtov, počasna rast. Še to, pri laseh lahko vam v šopih izpadajo, temu se reče krožnično izpadanje las. Se pravi, da v bistvu kar tako na enem krogu izpadajo lase. Potem mehka, mlahava, obvela koža, pojav strij in celulita, starikast videz, povešene mišice, povešeno medenično dno in uhajanje vode in kontinenca, nasplošno težave s hormoni, utrujenost, nerazložljiva žalost, nezmožnost hujšanja, prej se zredite, ampak shujšati pa nikakor ne morete. No, v glavnem, to je v osnovi najbolj pomembno, da razumete te poglavitne dejavnike oziroma pokazatelje, da vam manjka beljakovin. Nekje sem napisala oziroma v eni knjigi, mogoče celo v tejle, ko imajo hormoni žur, v glavnem, če vam manjka beljakovin, postanete stari, zgubani in polulani. In moji otroci zmerom smejejo na ta račun. Ampak to je resnica. Pač postaraš se naenkrat, lase imaš slabe, kožo slabo, povešeno kožo, gube se ti pojavijo in predvsem inkontinenca se pojavi. No in potem gospa naprej sprašuje, ker poudarjam, kako pomembne so beljakovine, kje dobi zadostno količino beljakovin in seveda priporočam mlečne izdelke. In tukaj se mnogim zatakne, ker ne uporabljajo mlečnih izdelkov, ker so nekje prebrali ali pa tudi videli na sebi, da jim pač enostavno beljakovinski mlečni izdelki ne delujejo dobro. Zdaj pa prva stvar. Preizkuste najprej na sebi, če mogoče vaše telo odreagira na mlečne izdelke zaradi tega, ker ste občutljivi na gluten oziroma na škropiva, ki jih uporabljajo za pšenico. Ker v tem primeru, če ste občutljivi na pšenico in na škropiva, se lahko zgodi, da zaradi preobremenjenosti telesa z vsemi temi škropivi, dejansko vaše telo odreagira tudi na mlečne izdelke. Videla sem do zdaj pri mnogih, da se je zgodilo dejansko to, ko so dali stran gluten, se pravi izdelke iz pšenice, se je stanje njihovega telesa izboljšalo glede beljakovin. No in zdaj dejansko vam želim v praksi povedati. Glejte, kefir. Jaz uporabljam, pač rada ga imam. Kefir je meni enostavno dober. Poskusite, kako se boste dobro počutili po kefirju. Krepki suhec. Pač res probajte to. Zdaj pa poglejmo, koliko ima beljakovin. Naučite se brati deklaracije. In tukaj piše, beljakovine na 100 gramov proizvoda 3,2 grama. To pomeni, tukaj pa pol-litrski kefir, se pravi, ko mi popijemo tega pol litra, imamo to krat 5, je to 15 gramov beljakovin. No, zdaj pa pojmo naprej. Vi si dejansko lahko zračunate, koliko beljakovin potrebujete, se pravi, na 100 gramov telesne teže vi potrebujete, samo mečkam, da vam najdem ta prav podatek, to je na strani 274, na 100 gramov 60-kilogramska ženska potrebuje 90 gramov beljakovin na dan. 80-kilogramski moški potrebuje 120 gramov beljakovin. Seveda mene zanima, koliko je to. A pojemen zrezek pa je to. Ja, in sem šla dejansko računati, kje dobim beljakovine. Se pravi, mi smo zdaj rekli, da v enem kefirju jih dobimo 15 gramov. To je še daleč, ne, da od 80 90 gramov beljakovin.
kaj moram še pojesti, a ne? Se pravi, tudi če popijem 1 liter kefirja na dan, sem še vedno šele pri 30 gramih beljakovin. To je malo. Ok, pojdimo naprej. Kaj lahko pojeste? Pojmate pa naprej na naslednji strani 275 v knjigi, ko imajo hormoni žur, imate točno, kje dobite beljakovine. Tukaj mi ne govorimo, da boste pili samo jogurt pa jedli skuto. Pač seveda začnite uporabljati kozje, ovčje izdelke, ker so odličen vir beljakovin. Ampak recimo, če gledamo, če vi pojeste file lososa, imate v enem fileju 20 gramov beljakovin. Pa je to v bistvu za eno velikost ene dlani. Se pravi, če pri kosilu pojeste en file lososa ali pa postrvi, recimo, ker je isto, dejansko dobite 20 gramov beljakovin. No, zdaj pa poglejmo. Popijete en kefir, recimo za zajtrk. Pojeste pri kosilu en file, recimo lososa, en zrezek. Ja, za vse tiste, ki jeste to. Zdaj pa tisti, ki pa ne jeste, imate že večji problem, kje dobiti beljakovine. Se pravi, pri kosilu pojeste en file, dobite 20 gramov, ste že na 35 gramih. To je že dobro. Pa za malco pojeste eno pest mandljev, pa imate dodatno pest mandljev 8 gramov beljakovin. Se pravi, skoraj 10 gramov. Pa ste že na, se pravi, koliko se neka 20, 35, ste že na 45. Pa popoldne spet nekaj oreščkov, pa ste že na 60 gramov beljakovin. Se pravi, če bi pojedali še en file za večerjo, imate vi 80 gramov beljakovin. Vem, da je dejansko težko, ne? Eno kuhano jajce ima 10 gramov beljakovin. 10 dek sira ima sicer ful beljakovin, skoraj 30 gramov beljakovin, ampak 10 dek sira naenkrat skoraj ne poješ. Recimo ena postrv ima celo več, poglejte to, 40 gramov beljakovin ima ena postrv. To je ogromno. To pomeni, da če boste pojedali na dan, ne vem, popili en kefir ali pa en jogurt, pojedali en file ali pa nekaj od mesa, če boste pojedali pest, recimo mandljev ali pa nekih drugih oreščkov, nekaj sira ali pa recimo, če boste pojedali nekaj pršuta, ste dejansko že na tej količini beljakovin. Zatakne se pa dejansko ljudem, ki ne jejo mesa, ki ne jejo nič mlečnega, kje dobi beljakovine. Ja, vem, da zdaj tisti, ki ste vegani, rečete, jaz pojem ogromno oreščkov, pojem ogromno tega. Super, super, ampak aminokisline, ki jih naše telo potrebuje za gradnjo imunskega sistema, za obnovo in tako naprej, jih dobimo iz rastlinskega in iz živalskih virov. In obstajajo dve vrsti teh beljakovin, se pravi, ene so popolne, ki jih telo zna takoj vgraditi oziroma jih brez problema izrablja, in to so živalski viri beljakovin, medtem ko rastlinski viri beljakovin, kot so oreščki, tudi določeni zelenjavi, precej beljakovin, ampak je rastlinskega izvora, dejansko brez živalskega vira se ne morejo izkoristiti. To je primer grah in stročnice. In kaj zdaj to pomeni? Vi naredite božansko rižoto, zelenjavno rižoto, date noter grah, lahko mogoče še bob date noter, ki ima še več beljakovin, pač naredite božansko rižoto. Ampak, če ne date nič živalskih beljakovin, so te rastlinske beljakovine neizkoristljive oziroma delno izkoristljive. Šele ko vi po tej rižoti naribate recimo parmezan, ki je pa živalski vir beljakovin, dejansko takrat postanejo te rastlinske beljakovine popolnoma izkoristljive. Upam, da nisem preveč zakomplicirala, ampak v osnovi je preprosto. Ko jeste rastlinske beljakovine, kot so oreščki in stročnice, rabite zraven nekaj še ali mocarelo, ali parmezan, nekaj, kar je živalskega vira, zato da telo lahko to
razgradi na manjše delce, da nastanejo aminokisline, iz teh aminokislin pa potem telo gradi hormone, pa imunski sistem, pa kožo, pa lase, pa mišice, dela obnovo, dela rastne hormone, dela hormone tudi zadovoljstva, sreče, povezovanja in tako naprej. V tej novi knjigi, ki jo zdaj pišem, o moških hormonih in o odnosih, veste, kaj mi je rekla moja urednica Irma Kukovič? Ona je rekla, ko pa če bi dala naslov, ko moški hormoni povzročajo žur v odnosih. Se ne bo tako naslov, ker če bom dala tako naslov, nihče ne bo, pač noben od moških ne bo prijel tega v roko, ker bo v štartu rekel, kaj pa ta ženska misli. No, še tako, ko sem začela govoriti, da bom pisala knjigo o moških hormonih, jaz sem imela delavce doma in bil je moj doma bratranec in on pač polaga pot in pravi tako, sem rekla, veš, jaz zdaj pišem za moške hormone knjigo in on pravi, pa daj no, Minka, mi desci hormonov nimamo. In jaz to tistem pač ustrelim, tako kot ustrelim, pa rečem, če nimaš hormonov, ti ne stoji. In v tistem on vzame klado pa dela naprej. In jaz sem že rekla preveč. Pač, sem zadela žebljico na glavico. To pomeni, da moški, ki nimajo hormonov, ali skačejo čez plot, ali jim orodje ne deluje, ali pristanejo na kavču, utrujeni, brez energije. To je takrat, ko moški nimajo ta pravih hormonov. Ko pa imajo ta prave hormone, se pravi, za hormone pa spet potrebuješ hrano, takrat vse funkcionira in so moški seveda bolj zvesti, bolj ljubeči, bolj pripravljeni sodelovati in tako naprej. Zato vi ženske morate točno vedeti, kako se staviti skupaj v brok, da boste vi vašega moža mehen spodbudili, ne pa da ga še zraven ubijete. Ne? Tako. No, zdaj pa ena stvar, kjer pa si lahko pomagate tisti, ki ne uživate v živalskem viru beljakovin, ki nimate radi zrezke, fileje in tako naprej, pršut. V tem primeru si vzamete shake, New Life Shake, ima noter, poslušajte to, ena vrečka vsebuje beljakovine 26,29 gramov beljakovin, se pravi, če boste zmešali to z jogurtom, nastane kar naenkrat to preko 30 gramov beljakovin. In če zvečer tole popije vaš moški ali pa vi, a veste, kakšen bo rezultat? Hormoni se bojo delali. Ko se delajo hormoni vašemu moškemu testosteron, vemo, kaj dela. In na koncu ne bo, da bosta, vem, pa da pomislite, pa bo pa skakal po meni. Ne. On bo takrat bolj zadovoljen. On takrat ne bo nergal. Takrat, ko bo imel te moške hormone, ne bo mrtev na kavču. Bo boljše volje in verjemite mi, da boste imele vedame od tega ogromno koristi. No, tako da v glavnem v tem primeru, če hormoni ne delajo, mi rabimo beljakovine, tako ženske kot moški. No, v ta novi knjigi, zdaj veste, o čem zdaj pišem, o hormonih, ki se tvorijo med spolnim odnosom. In zanimiv je podatek, to so zadnje študije pokazale, da dejansko med spolnim odnosom, takrat, ko se dva pač crkljata, pač v paru, tukaj govorimo o spolnem odnosu, ne govorimo o masturbaciji. Dejansko pri spolnem odnosu se tvori prolaktin, to je pa hormon, ki drugače povzroča, da mi ženske lahko po porodu dojimo otroke. In ta hormon vpliva na to, da mi ženske se povezujemo s svojim otrokom in da občutimo to neverjetno energijo s svojim otrokom. Ampak zanimivo pa je, da pri spolnem odnosu, dejansko ob orgazmu, se tvori moškim, dobro, tudi ženskam, isti hormon, ki vpliva na povezovanje med partnerjema. In ta isti hormon, poslušajte to, to je bilo zame tako, wow, pač res wow. Ta isti hormon vpliva na to, da imajo moški manjše težave s prostato. Tako neverjetno. Do nedavnega je veljalo, da dejansko moškim, ki se tvori preveč tega hormona prolaktina, imajo težave s prostato. In dejansko se je pa pokazalo, da je ravno obratno.
moški, ki imajo več prolaktina, ki se jim tvori ob zadovoljujočem spolnem odnosu, kjer občutijo ogromno sreče, dejansko se izboljša stanje prostate, zmanjšajo se vnetja prostate, deluje na moč erekcije, na moške hormone, se pravi na testosteron in tudi na druge hormone povezovanja in zvestobe. Tako, wow, kako neverjeten. V osnovi je pa res pa vse v hormonih ali pa v čustvovanju, pa v prehrani. Pač vse med sabo povezan, čisto vse med sabo povezan. No, tako da zdaj pa, če se vrnem na začetek te zgodbe. Gospa, ki me sprašuje, kaj naj naredi, ker njeno telo ne prebavlja dobro mlečnih beljakovin. Prvi nasvet, stran z glutenom. Pač stran z glutenom. Poskusite en teden nič glutena. In ko boste probali en teden nič glutena, boste videli, kako se boste lahkotne počutile. Pač to je prva reakcija, je to, wow, to deluje. Pač gluten obtežuje naše telo. Shujšale boste, ne boste napihnjene. Druga zadeva, lahko boste mlečne izdelke uporabljale, zdaj pa seveda, če pa odreagirate na kravje izdelke, dajte si prosim kupiti, glejte, podjetje Krepko iz Logatca ima 100% naravni kefir. Čakajte, iz kje je že ta? Ja, iz Logatca. Skuto imajo. Jaz pač kupujem njihove proizvode, ker sem navdušena na njihovo znamko. Pač to je nekaj, kar je res kvalitetno. Poleg tega lahko dobite tudi na slovenskih tržnicah in vemo, da v vsaki vasi praktično kmečka tržnica dobite kvalitetne izdelke iz kozjega mleka, iz ovčjega mleka in vem, da zdaj ta prva stvar pomislite, da to smrdi, to ni užitno. Ja, jaz imam eno gospo, ki imajo doma kozice in ona je rekla, da opaža, da če so njene kozice v stresu, mleko smrdi in sir smrdi. Če kozice niso v stresu, sir in mleko in mlečni izdelki, kozji mlečni izdelki ne smrdijo. Se pravi, če kupujete smrdeče izdelke, pomeni, da so koze v stresu. Najte druge, ki ne smrdijo, zato ker verjetno ne rabite kozjega stresa. Pač, telo vam hoče tudi povedati, to ni dobro za tebe. No, kje dobite še beljakovine, ki jih nujno potrebujete na dan? Se pravi, arašidi vsebujejo ogromno beljakovin, potem lanena semena, sončnična semena, pistacije, sezamova semena, indijski oreščki in nenazadnje vsi izdelki soje in tofu. Tako da v glavnem mlečne izdelke ni nujno, da jih moramo uživati. Še vedno obstaja kup drugih virov dobrih beljakovin, sam res pa je, da mogoče rabite majčkeno več znanja. Glejte na strani 276 v knjigi, ko imajo hormoni žur, se to najdete. Tako da ja, jaz upam, da sem odgovorila na vprašanje, kaj jaz v tem primeru, da mlečnih izdelkov ne uživate, ampak predvsem, če želite mladost svojega telesa, ja, potrebujete beljakovine in še eno stvar potrebujete C-vitamin in tudi B-vitamin, no, saj B-vitamin pa dobite v beljakovinah, predvsem C-vitamin, zato da pač te beljakovine se pravilno tvorijo v kolagen in telo samo potem izdeluje kolagen. Kolagen je pa, kaj? Lepa koža, lepe lase, mladost, prožni sklepi, prožen hrustanc. Vse to se izdeluje na podlagi kolagena. No, še en tak nasvet, kaj bi jaz na vašem mestu naredila in kaj jaz sama delam. Jaz sama, poleg zdrave prehrane, vsak dan vzamem 1000 mg omega-3 in 1000 mg C-vitamina. Če boste vzeli to pri meni na spletni strani, jaz se s tem ukvarjam 30 let in pač prodajam prehranska dopolnila, na moji spletni strani srečnoživljenje.si imate s kodo zdravje 10% popust. No, tako. V glavnem uživajte, vse dobro vam želim in predvsem, ja, poskrbite. A veste, modra ženska, gospa Marija Mrlak, ona pravi, ravnovesje na krožniku pomeni ravnovesje v telesu.
In to drži, ampak to res drži. Ravnovesje na krožniku povzroča to, da bo vaše telo imelo sestavine, iz česar bo imelo priložnost in možnost graditi mladost, vitalnost, energijo, ker v nasprotnem primeru, glejte, nič vam ne pomaga, da nekje meditirate, ker prazen žakelj pač ne stoji pokonci. Tako da uživajte, vse dobro.